Obleka ne naredi človeka. Ja pa ga. Ko gremo ven, ko gremo na sestanek, ko gremo na delo, smo drugače oblečeni, kot ko pridemo domov ali ko se gremo družiti, ko gremo v naravo, ko smo z družino, ko smo prijatelji in tako dalje. Zakaj pa menite, da obstaja cela kultura preoblačenja? Vse z namenom. Oblačila nas določajo bistveno bolj, kot si mi predstavljamo. In celo določajo celo našo postavitev, držo, delovanje in miselno naravnanost. To lahko na primer podkrepimo že samo z raziskavami vida, ki jih opravljajo na pilotih. In veste, kaj so opazili? Da ko niso v svojih uniformah, njihov vid ni tako zelo dober, natančen, jasen, oster in daljnoviden, kot ko si nadenejo uniformo in se znajdejo v svoji profesionalni vlogi. Ja, obleka naredi človeka, pa še kako, in pri tem se lahko celo opazujete. Zakaj se pa urejamo za različne priložnosti? Naprimer, ko greste ven, da se malo lepše oblečete, date prav pozornost na to, kako boste urejeni, kaj si boste nadeli, v čem se sami sebi zdite lepši, bolj privlačni, prijetni, seksi, ali kar drugačen občutek. Urejam se samo zase je navadna floskula. Urejamo se prej za vse drugo in vse druge razen zase ne. To, kako smo urejeni, kako smo oblečeni, je trditev in informacija, ki jo o sebi želimo sporočiti svoji okolici.